Gre za sodelovanje Mladinskega kulturnega centra Maribor in Mariborske univerze oziroma tamkajšnjega oddelka za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete. 8 študentk tretjih letnikov v sodelovanju z mentorico pri predmetu Praktično usposabljanje izbere ustvarjalca v lokalnem okolju in mu posveti razstavo. Na fakulteti so želeli, da bi študenti lahko čisto praktično pripravljali te razstave, da bi pridobili neke praktične izkušnje, in Galerija Media Nox je enostavno imela ta prostor in jim ga tudi ponudila, hkrati pa seveda so dobili tudi neko strokovno pomoč kustosov, kuratorjev, ki so od tistega leta naprej tukaj delali. Letos so študenti v fokus postavili mariborskega slikarja Ludvika Pandurja, rojenega leta 1947 v slovenjegraški družini slikarja Lajčija Pandurja. Ludvik Pandur je bil kasneje profesor za predmet slikarsko oblikovanje na nekdanji pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru. V njegovem bogatem likovnem opusu se prepletata pokrajinska in figuralna motivika. Pri razstavi so mlade kustosinje upoštevale kronologijo nastajanja del. Ludvik Pandur je lansko leto praznoval svojo 70. obletnico in ker se nam zdi, da ga nekako Mariborčani spremljajo že od nekdaj, bil je profesor, se pravi umetnik, ki je Mariboru blizu, in se nam je zdelo zelo primerno, da se mu s to razstavo tudi nekako zahvalimo za vso njegovo delo poprej. Predstavili smo 16 del oziroma 17, kajti na koncu smo se odločili, da bomo dodatno dodali zraven še njegov avtoportret. Drugače so pa predstavljena dela vse od njegovih začetkov, od 70. let pa vse do lanskega leta. Lansko leto so podpisane še slike, torej, ki so nastale nazadnje. Predvsem pa smo predstavili različne cikle, kajti za slikarja Ludvika Pandurja je značilno, da je nekako svoja dela ciklično ustvarjal in vsak cikel ima svojo izpoved, svojo vsebino in tudi vzori za to, da so ti cikli nastali, so vzeti od nekje drugje. In to prepletanje njegove umetnosti, ustvarjalnosti z njegovim življenjem, vzori, ki so vplivali na to, da so ti cikli oziroma umetnine nastale, smo pravzaprav želeli predstaviti na tej razstavi. Razstava je na ogled do 9. februarja, na njej pa je mogoče videti tudi še nikoli razstavljena Pandurjeva dela. Razstavo spremlja misel Domišljija ustvarja realnost skladatelja Richarda Wagnerja, ob čigar skladbah je nastalo mnogo del mariborskega slikarja Ludvika Pandurja.